Kako zaključiš dan kot menih? Zato, da se zbudiš v lepšo, svetlejšo prihodnost, predvsem pa s tistim enim občutkom lahkotnosti, pa tudi z občutkom, danes je bil pa dober spanec. V večerni rutini bom govorila in sicer takšni, za katero vam lahko garantiram iz prve roke, da če jo boste prakticirali en teden, pa boste začeli recimo s ponedeljkom, ker ob ponedeljkih si ponovadi obljubimo, da bomo nekaj začeli, pa tudi če potem ne. Do četrtka mi boste že nad vse hvaležni. Gre dejansko za to, da mi razumemo delovanje celotnih hormonov, da razumemo, kaj se dogaja v telesu, ker v našem telesu vsak organ ima svojo uro, in gre se tudi za to, da enostavno zaupamo tisočletnim modrostim. In veste, kaj je noro? Vse te stvari, ki jih menihi govorijo že tisočletja, vse te stvari zdaj potrjujejo tudi na znanstveni ravni, ko raziskujejo recimo, kako se en hormon obnaša skozi dan in podobno. Okej, bom povsem nehala govoriti o teh hormonih in vseh ostalih zadevih, ampak povedala vam bom, razkrila vam bom točno tisto, kar je ključ za vašo večerno rutino, da boste zaključili dan kot menih in se boste zbudili v svetlejšo prihodnost. Ja, zagotovo poročila odpadajo iz večerne rutine. Ob 18. uri prenehajte z vsem delom. Tiste stvari, ki jih morate opraviti jutri, tudi če imate na spisku samo to, da date prat ali pa nekaj sušiti, napišite to. Zaradi tega, ker se vam te misli kasneje ne bodo klatile po glavi. Torej, ob 6. narediš to-do listo, torej listo stvari, ki jih moraš jutri narediti, pa koga poklicati, pa nekaj se spomniti, pa nekaj tam narediti na vrtu ali kakorkoli pa že, in potem boste imeli manjši pretok misli, ko se boste kasneje odpravili spat. Ob 6. uri bi bil tudi odličen čas, da povsem prenehate z ekrani, zaradi modre svetlobe pa to je pol povezano s hormoni. Če boste v večerno rutino vključili pisanje hvaležnosti, boste dejansko zaspali z nižjim kortizolom. Zbudili se boste boljše v eni drugi frekvenci, zaradi katere boste bolj svetli, dobesedno boste zgledali bolj svetli, v tem smislu, da boste imeli neko tako pomirjeno energijo. In potem boste lahko kot menih tudi čez dan. Če pogledaš, menihi hodijo, kot da bi njihove noge poljubljale zemljo. Hodijo zelo umirjeno. Vsakič, ko hitimo, smo dejansko na vibraciji strahu, zaradi tega, ker se bojimo, da bomo zamudili, da bo to, da bo ono. Se pravi, smo že v prihodnosti, mi moramo biti pa tukaj in zdaj. Potem bomo tudi čez dan veliko lažje, bolj ljubeče gledali na vse ostalo. In povem vam, če boste vključili večerno pisanje hvaležnosti, boste popolnoma drugače zaključili dan, in če boste dodali še 10 ali pa 15-minutno meditacijo oziroma neko osredotočene dihanje, boste preživeli tudi zelo globok spanec po noči in absolutno veliko več energije in en občutek notranjega miru zjutraj. Če še ne znate meditirati oziroma ste še v tisti fazi, ki vam ne gre in se zatikate, pridite na kakšno delavnico, na kakšen vikend meditacijski za začetnike, sicer pa hvaležnosti ne razmišljate, ampak jih zapisujete, ker je to proces manifestacije. Mi torej iz
iz miselnega nivoja gremo v fizični nivo, zato je to pomembno. To lahko naredite na katerikoli zvezek, ki ga imate, ali pa na list papirja. Lahko pa to dejansko zapisujete v hvaležnico ali pa v svoj dnevnik rasti, ki je sicer namenjen za enkrat na mesec. No, kje pa imam zdaj hvaležnico? No, hvaležnica pa je tista, ki je namenjena torej za vsak večer. Na takšen način boste videli drugačno prihodnost, boste začeli kreirati in drugače se boste počutili zjutraj. Zaključite torej dan kot menih in zbudite se v svetlejšo prihodnost. Kajti vse, kar se nam dogaja, so samo dogodki. Mi smo tisti, ki jim damo določene nalepke. In zato se zavedajmo tega. Življenje bo lažje.